Lepo pozdravljeni v današnjem poglobljenem vpogledu. Pred nami je kar nekaj gradiva o organizaciji Cashflow Klub Slovenija. Ja, naša misija danes bo razčleniti, kaj točno ta klub je, kaj ponuja in zakaj bi morda koga zanimalo sploh, če razmišlja o recimo boljši finančni pismenosti ali pa celo finančni neodvisnosti. Viri, ki smo jih pregledali, pa vsi nekako poudarjajo, da temeljijo na načelih Roberta Kiyosakija. Res je. In v bistvu naslavljajo tisto ključno vprašanje, ki muči marsikoga, ne? Kako priti od gole odvisnosti od plače k ustvarjanju nekih drugih virov dohodka. Tistih, ki delajo za tebe, ne ti zanje. Pa poglejmo, kakšen pristop imajo. Ok, gremo po vrsti. Kaj je torej bistvo tega kluba? Njihovo poslanstvo se zdi precej jasno. Povečati finančno pismenost pri nas, v Sloveniji. In to z uporabo Kiyosakijeve filozofije. Osnovna ideja je, torej, ne samo razumeti denar, ampak dejansko graditi sredstva. Tista, ki prinašajo dohodek. In tu pridemo do, bi rekel, temeljnega načela, ki ga res močno poudarjajo. To je razlikovanje med sredstvi in obveznostmi. Sliši se mogoče preprosto, ampak je ključno, kaj dejansko prinaša denar v žep in kaj ga odnaša. Se pravi, kaj je sredstvo in kaj je obveznost v praksi? Tako. Sredstvo ti daje denar, recimo najemnina od stanovanja, dividende od delnic, obveznosti ga jemlje, kredit za hišo, v kateri živiš, leasing za avto. Klub to res postavlja v središče. Zanimivo je tudi ozadje. Našla sem podatek, da je ustanovitelj v Sloveniji Marko Tomanič. Njega naj bi navdihnila tista znana knjiga Bogati očka, revni očka, ja, klasika. Točno. Knjiga, ki je marsikomu odprla oči. Ampak očitno ni ostal samo pri branju. Viri pravijo, da se je izobraževal direktno pri Robertu in Kim Kiyosaki. Kar je pomembno, ja. In še en vidik, ki dodaja neko legitimnost, in to viri tudi omenjajo, je uradna registracija. Klub je uradno registriran pri podjetju Rich Dad. To pomeni, da sledijo nekim standardom. Niso samo neka lokalna iniciativa, ampak so del širše mednarodne mreže. In tukaj zdaj postane zadeva res interaktivna, vsaj po opisih sodeč. Osrednja dejavnost je namizna igra Cashflow, ampak to očitno ni samo igra za zabavo, ampak... Točno. Simulacija finančnih izzivov in priložnosti. Skozi igro se udeleženci učijo upravljati denarni tok, sprejemati investicijske odločitve in tisto ključno pri Kiyosakiju, kako priti iz podganja dirke. Aha, podganja dirka. Lahko na hitro obnoviva, kaj to pomeni? Seveda, to je tisti začarani krog, ne? Ko ljudje delajo samo za plačo, da pokrijejo tekoče stroške, iz meseca v mesec, ampak nikoli zares ne zgradijo sredstev, ki bi jim prinesla finančno svobodo. Samo vrtijo se na mestu. In igra potem simulira iskanje poti ven iz tega. Prav to. In vrednost igre, ko jo opisujejo, ni samo v simulaciji. Ključno je varno okolje. Napake tukaj ne bolijo, saj ne zares finančno. Poleg tega dobiš takojšnjo povratno informacijo. In, bodimo iskreni, malo te tudi čustveno zadane, ko izgubiš virtualni denar. To utrdi lekcije veliko močneje kot samo branje. Zato tudi poudarjajo pomen ponavljanja. Redno igranje naj bi res utrdilo te miselne vzorce. Ampak ni vse samo igra. Viri omenjajo tudi seminarje? Naprimer, eden z naslovom Zakaj bogati postajajo še bogatejši. Tam se očitno lotevajo bolj kompleksnih tem, kako brati finančno poročilo, kako se lotiti slabih dolgov, celo davčne strategije bogatih. Ja, in ne smemo pozabiti še na en vidik, ki ga prav tako dosledno omenjajo. To je skupnost. Dogodki, tako igralni večeri kot seminarji, spodbujajo mreženje, izmenjavo idej, podporo med udeleženci. Ta socialni element je lahko res močan, ker spreminjanje finančnih navad je lažje, če si v okolju, ki te podpira. Torej, če skušava nekako povzeti, kaj smo izluščili iz teh virov? Cashflow Klub Slovenija ponuja nek strukturiran pristop k finančnemu izobraževanju, temelji na Kiyosakiju, uporablja interaktivna orodja, kot je ta igra Cashflow, in gradi podporno skupnost. Tako nekako ja. Ključni poudarek je na praktičnem učenju, na razumevanju te temeljne razlike med sredstvi in obveznostmi in na spodbujanju samousmerjenega učenja o financah, tistega, ki gre onkraj formalnega šolstva. Pristop naj bi ljudi opolnomočil, da sami prevzamejo odgovornost
In za konec, mogoče ena misel za naprej, ki izhaja iz te filozofije, poudarjajo pomen dela za pridobivanje veščin, ne samo za denar, kar odpira vprašanje, katere veščine, mogoče poleg čisto finančnih, so danes res tiste ključne za gradnjo neke trajne finančne varnosti v svetu, ki se nenehno spreminja.